pozdravljeni. Čeprav se danes nahajamo zopet v nekoliko drugačnem okolju, je prišel čas za naš običajni komentar novic. In tudi tokrat si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat bo seveda naš prispevek obsegal 4 različne teme. In ukolikor vas zanima, kaj piše v originalih, boste tudi tokrat dobili bližnjice zapisane v samem opisu. In kot seveda vsi vi dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tako tudi tokrat smo prav na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se bomo takoj lotili prve današnje teme. Današnja prva tema se bo najprej dotaknila članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu Planet F1 14.7. Nato bomo pa našo pozornost obrnili k onemu drugemu, ki je bil objavljen na isti dan, samo na spletnem portalu GP Blog. V prvem članku lahko preberemo, kako so porazdelili tako imenovana območja straight line na sami progi v Spaju, kjer bi vašo pozornost rad usmeril k neki malenkosti. Če pogledamo drugo in tretje območje, bomo videli, da vmes njiju imamo znamenito kombinacijo Eau Rouge-Raidillon. To pomeni, da ko pridemo iz ovinka La Source, se spustimo navzdol, seveda s polno paro, nato sledi ta znamenita kombinacija in seveda, ko jo prečkamo, se profili zopet spustijo ter sledi ravnina Kemmel. V drugem članku lahko beremo, kako pri Red Bullu mislijo uporabljati njihov sistem Macarena na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. In seveda, ukolikor bo kaj narobe, bog ne daj prav na tem delu proge, bi znalo biti izjemno nevarno. Sam se še živo spomnim, kaj se je zgodilo v Formuli 2, ko je Antoine Hubert izgubil življenje prav tu. Proga je bila popravljena, ovinki so bili modificirani, ampak nevarnost ostaja. Zato je tu treba povedati, da mora FIA dobro preveriti, kaj se je zgodilo pri ekipah in kako varen bo ta sistem, ki deluje pri mnogih bolidih. A videli bomo, kaj se bo zgodilo prav kmalu, mi si pa poglejmo drugo današnjo temo. Temi se bomo pa ustavili pri članku, ki je bil objavljen prav tako 14.7. samo na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Tu smo lahko videli intervju z Mattijo Binottom, ker je povedal, kako bi on spremenil sistem A-Duo in opozoril je na nekaj zanimivega. Namreč po njegovem mnenju so pri Mercedesu rahlo znižali moč tistega motorja z notranjim zgorevanjem. Namreč le tako so lahko bili drugi v lestvici meritev, ki so jih opravili pri FIA. In tu velja pripomniti, da pri Mercedesu so to lahko naredili zato, ker so imeli, po mnenju Mattije Binotta, neko prednost v šasiji, kar je pomenilo, da je lahko njihov termični del pogonskega sklopa bil malce manj privit.
In tu, kot ponavadi, je treba dodati, da je Formula 1 šport, kjer če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. In ideja Binota je vsekakor zanimiva in morda tudi resnična. Zato tu vidimo, kako so pri Mercedesu morda dobili tisti popravek, ki bi jim ga drugače ne bi prisodili. Toliko o tem, da so ekipe zmeraj, in ponavljam zmeraj, korak pred drugimi. A mi si bomo sedaj pogledali, kaj sem pripravil v tretjem današnjem sklopu. V tretji današnji temi se bomo pa zopet dotaknili članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com, le da tokrat na oni angleški verziji. Pri Hondi so povedali, da bo njihov nov pogonski sklop tisti, ki bo tudi izkoristil pravilnik A2, debitiral na veliki nagradi Nizozemske v Zandvoortu po poletnem premoru. In to pomeni, da bodo izkoristili na primer veliko nagrado Belgije, da bodo pridobili čim več podatkov, posebej kar se tiče onega električno-hibridnega dela in predvsem pridobivanja same energije. Mi, navdušenci, smo bili lahko malček preveč optimistični, ko smo mislili, da so pri Hondi pripravljeni na ponoven vstop v svet Formule 1. Ampak žal se je izkazalo, da so po letu 2021 res odpustili ves kader, ki so ga imeli, in so zato bili prisiljeni iti od začetka. Njihov pogonski sklop je nekaj, kar po mojem skromnem videnju ni vredno imena Honda. Ampak videli bomo, ali bo ta nova enota sploh bila sposobna držati korak, na primer z ekipo Cadillac, kjer je razvidno, da je tokrat Aston Martin za sekundo na krog počasnejši. In seveda kalvarija se nadaljuje v tej britanski ekipi, ki je vložila ogromno sredstev in dobila praktično nobenega rezultata. Ampak zopet dokaz, da Japonci razmišljajo po svoje in njihovo mišljenje kdaj pa kdaj se zdi nam, evropejskim navdušencem, nelogično. A zopet videli bomo, kaj se bo zgodilo. Nam je pa še ostala zadnja današnja tema. Za konec pa kot običajno še tista malce bolj postranska tema. 13.7. smo lahko na spletnem portalu The Brazilians prebrali, kako so Ayrtona Senno vpisali v znamenito knjigo narodnih herojev ter herojin Brazilije. In to je neka čast, ki so si jo izmislili v Braziliji daljnega leta 1992. Torej, Ayrton Senna je postal neke vrste narodni junak. In tu moram dodati kot običajno nekaj. Ayrton Senna, kot dobro veste, je podlegel poškodbam, ki jih je dobil na veliki nagradi San Marina 1. maja leta 1994. In od takrat do danes so čakali s to razglasitvijo. Nočem se tu sedaj spuščati v to, ali je Senna res deležen te časti ali ne, ampak vprašal bi se rad, kaj so čakali dolga desetletja. Za mnoge ljubitelje Formule 1 je Ayrton Senna junak, ali je vpisan v knjigo herojev ali pa ne. To, kar so naredili Brazilci sedaj, je samo nekako pritegovanje pozornosti. In nihče, prav nihče se ni vprašal, ali si je kdaj Ayrton Senna sploh želel biti neke vrste heroj, neke vrste junak,
Po mojem skromnem videnju se je on videl kot navadnega človeka. A tega nihče, in ponavljam nihče, verjetno ni želel spoštovati. A tako, tudi tokrat smo prišli do konca našega rednega komentarja novic, tokrat v malce drugačnem okolju. Upam, da vam je bilo všeč, če ne pa vseeno hvala za vašo pozornost in nasvidenje.